kapetanka Pia Pren, danes ste prejeli nagrado za najboljšo igralko tekme proti Koreji. Žal slovenska reprezentanca prvenstvo zapušča s porazom. Prav tako ste bili proglašeni za najboljšo igralko turnirja Slovenije. Povejte, kako ste najprej, če se dotakneva, videli tekmo, s katero ste zaključili turnir? Prvo v tej tekmi lahko povem, da začetek je bil zelo dober. Nažalost nam na to nekako je padla koncentracija. Dobili smo tista dva nepotrebna gola v drugi tretjini. V tretji tretjini pa ne vem, malo so nam pošle moči, Korejke so bile hitrejše in dobili smo še ta dva gola in na koncu pač poraz. Kot kaže, pa se vam je dobro uspelo pobrati po visokem porazu na četrti tekmi, dan premora ste imeli vmes, zgodba znova. Jaz sama pri sebi mislim, da ta dan premora je prišel zelo prav. Nekakor smo se sprostile, pustile tisto tekmo proti Britaniji za sabo. Imeli smo sestanek, skoncentrirali smo se na tekmo proti Koreji in tako kot ste omenila, uspelo se nam je pobrati, prikazali smo zelo dobro igro, vsaj v prvi tretjini, tako da to je neka lepa popotnica za naprej. Je mogoče utrujenost poškodbe botrovala temu padcu, recimo v zadnji tretjini, v drugi tretjini? Mogoče je tudi to botrovalo, vemo, da imamo precej kratko klop, vsaka igralka, ki je poškodovana, se seveda pozna, tako da lahko rečemo, da je mogoče to botrovalo temu, seveda pa ni to glavni razlog. Kako bi sicer primerjali lanski turnir, kjer ste igrali na Bledu, letošnji ista raven, se vam zdi napredek, nazadovanje? Kljub temu, da smo imeli lani mogoče po imenih boljšo ekipo, smo letos, kot smo že vsi omenili, spremenili sistem igre, ki vsaj po mojem mnenju precej bolj ustreza naši reprezentanci. Tako da napredek je bil viden, temu sploh ni dvoma. Tako da imamo nekaj, na čemer lahko naprej gradimo in mogoče, oziroma ne mogoče, seveda to je naš cilj, dvigniti našo igro še na višjo raven na naslednjem prvenstvu. Zdaj za konec dotakneva še prizorišča. Čez nekaj več kot 300 dni bodo tu potekale olimpijske igre. Kako je bilo igrati v teh dveh dvoranah, ki bosta gostili ženski in moški hokejski turnir? Je že to, da veš, da se bodo tukaj odvijale olimpijske igre, da nek poseben pečat temu prizorišču. Punce, vsaj v Sloveniji, nismo navajeni takih dvoran, v Sloveniji niti nimamo. Tako da mislim, da je bilo eno lepo doživetje in upam, da se še kdaj to ponovi in bomo videli kdaj. Ste se počutili olimpijsko? As close as you can get. Hvala.